Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Bernard Nežmah in magister Sebastijan Jeretič. Pogovarjamo pa se o epskem spopadu državljan K alias Vili Kovačič proti državljanu C alias Miro Cerar mlajši, predsednik vlade v odstopu. Bernard, predno smo šli na oglase, smo ti dolžni še odgovor na vprašanje, kako komentiraš poplavo kazenskih ovadb zoper predsednika republike. Ja, poplavo seveda z volitvami. Ampak to, da se pojavijo kazenske ovadbe zoper politike, ker nečesa niso storili, pa bi morali, to se mi zdi pa samo po sebi čisto dobrodošlo, oziroma nujno. Lahko bi se povezali tudi z drugimi stvarmi. Če vzamemo od izdaje okoljskih dovoljenj vprašljivih do vse mogoče. Čeprav v tej zadevi bi jaz videl samo volitve tokrat. Zdaj, tale naš Vili Kovačič je vsekakor zbudil zelo veliko emocij, tudi v širši publiki, a je na nek način celo prišel prav Miru Cerarju, ker če se spomnimo, še pred pol leta je v glavnem predsednik vlade nastopil kot negativc v vseh zgodbah. A je v tej zgodbi pri tem referendumu, pri tem drugem tiru, saj v enem delu javnosti Miro Cerar postal pozitivni junak, zaradi tega, ker so označili pač Vilija Kovačiča kot negativnega junaka? Jaz mislim, da to bi se lahko zgodilo, če bi znal SMC in Miro Cerar to izkoristiti. Ampak mislim, da nekega kapitala iz tega niso uspeli izvleči, tudi zato, ker ne verjamem, da je javnost, ki ni politična, sploh karkoli spremljala. Jaz ne vem, če v tem trenutku tudi kampanjo in politiko nasploh spremlja več kot 10-20 tisoč ljudi, večina hodi na sonce, se sprehaja, se ukvarja s svojim življenjem, bodi si kariero, bodi si težavami, ki jih imajo, in mislim, da je ta apatija iz volitev v volitve, iz referenduma na referendum vse večja in da se ljudje tudi vse bolj počutijo, ker ne spremljajo več politike. Ja, zdaj, če to drži, kar si rekel, potem v bistvu vsi, ki gledajo VV Faktor, spremljajo politiko, tako da to je saj za nas potem neke vrste kompliment. Bernard, kaj ti praviš glede tega spopada dobrega proti zlem? Kako je glede tega? Ja, to ima veliko širše razmere. Recimo, premier aktualni je to razširil na vse mogoče ravni. Da so poteze v korist države in kdo je zoper njega ruši državo, da je recimo v ozadju SDS, ki enako ruši. Skratka, pred kakšnim tednom, dvema je izrekel celo en tak stavek, da so povsod v sosednjih državah na oblasti populistične, reakcionarne sile, torej da je nujno, da on zmaga. Se pravi, tole ustvarjanje sovražnika, ne nasprotnika. Nasprotnik je samoumevno v politiki, antagonist. Ampak sovražnika je pa iz repertoarja, bi rekel, partijske države, ker smo imeli pravzaprav sovražnike, bi rekel, od Bolgarov, Albancev, Jugoslavija je bila okružena brigama, samimi sovražniki in to se mi zdi pravzaprav najbolj, jaz bi temu celo rekel, produciranje sovražnega govora, stališča premierja, še zlasti za voljo tega, ker gre pravzaprav sovražni govor do pravzaprav minorne figure, ki je skoraj self-made man, in za topovi tolčiti po njem je seveda izjemno maliciozno. In je pa seveda ta fasciniranost nad iskanjem negativca nevarna v tem smislu, ker se izgubi vsebina. Drugi tir je vendar vprašanje odločitev. Konec koncev bi lahko bili tudi proti kakršnikoli spremembi, kakršnikoli novemu povezovanju. Namreč stvari niso tako samoumevne. Avtomobilski križ je prinesel eno izmed posledic, da ob avtocesti drevje množično, bi rekel, umira. In to so študije že pokazale. Tako da postaviti kot neko največjo srečo države, da je prepredena z avtocestami in železnicami, je več kot vprašljivo. In v odločitvah so zato nujne vse opcije, vse pogledi. Tudi te pogledi morajo imeti življenjsko pravico, ne glede, da recimo zgubijo. In kar je zelo neugodno, je seveda to, da se določenim oblikam oponiranja, pa kakršnim koli oponiranjem jemlje eksistenčno pravico. In konec koncev, če vzamemo to, kar imamo na voljo, za kakšno primerjavo, recimo to neposredno demokracijo,
ki je v obliki, rečemo, delegatskega sistema samoupravljanja, vsaj proverbis lansiral Titov režim, se kaže, kako prazna je bila recimo v 80-ih letih, ko so se pojavile tribune in ko je ljudstvo recimo lansiralo idejo o civilnem služenju vojske ali pa proti jedrski energiji. Takrat te ideje niso prišle v procedure same poseb skupščinske, ampak so bile tarča napadov politikov. Se pravi, kadar državljan ali pa skupina prebivalstva izrazi drugačen pogled ali pa poišče neko alternativo, kadar je ta skupina potem napadena, češ da uničuje dobro države, to je korak stran od demokracije, to je korak v totalitarizem. Zdaj si nam dal eno dobro istočnico, namreč kar dva pisca portala Fokus Pokus Marka Crnkoviča, recimo Vesna Godina, je v zvezi z referendumom in Vilijem Kovačičem konkretno zapisala. Bomo videli tudi na ekranu. Treba je reči, to je en izsek, se je daljši članek sicer. Vilij Kovačič je materializacija slovenske demokracije, njenega načina, blokad, nemoči, paradoksalnosti. No, Marko Crnkovič pa je v zvezi s tem zapisal, dosegal je veliko, sforsiral je referendum ali dva, pripomogel k strmoglavljenju vlade, naj zdaj pobere šila in kopita. A lahko rečemo s tako vehemenco, da je pač en upokojenec, en Vilij Kovačič res, bi rekel, tak dejavnik, ki lahko doseže vse to, po en stran personifikacija slovenskega političnega sistema, po drugi strani pa, čeprav razumemo Crnkoviča, personifikacija vsega slabega v slovenskem političnem sistemu. A je to možno reči na ta način? Jaz mislim, da je bilo tle precej zmede glede celotne zgodbe, tudi kot sem razumel zdaj Bernarda, od govora od avtocestnega križa do drugega. Vilij Kovačič je namreč govoril, da je proti konkretni trasi drugega tira. To sploh ni bilo vprašanje referenduma in tega zakona. To ni v zakonu navedeno. Trasa je bila določena s prostorskim načrtom, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno leta 2016 in večina tistih, ki je celo podpirala Vilija Kovačiča na referendumu, je ves čas govorila, da oni so za drugi tir, ga ne bi ustavljali, torej podpirajo, so samo proti temu konkretnemu zakonu. Ta konkretni zakon je pa, bom rekel, samo dajmo reči, glavna motivacija za takšen model je računovodska na končni fazi. Država ni hotela, da gre v bilanco države celoten znesek, hotela je to premakniti izven javnega dolga zaradi bonitete države. Nihče pa s tem zakonom ni določil ne trase, ne gradbenega dovoljenja, ker je bilo to vse prej že narejeno v 20-letnem procesu. In jaz mislim, da je tudi ta zmeda nekako, dajmo reči, pa tudi ta zavajanje strani Vilija Kovačiča, ki je ves čas govoril o drugi trasi, o drugih rešitvah, torej o stvareh, ki so bile zaključene pred desetletjem, je dejansko tudi odvrnila velik del ljudi, vseh tistih, kar sem se pogovarjal, od logistike do recimo obale, od tega, da bi sploh spremljali naprej to debato. Zaradi tega, ker je bilo nekaj časa govora o Madžarih, ki tudi niso del zakona, ampak če se bo kdorkoli, karkoli dogovoril z Madžari, bo nujna posebna mednarodna pogodba, ki bo šla na novo v državni zbor in še vrsta drugih stvari, o katerih se je govorilo, ki pa dejansko samim zakonom niso imeli nobene zveze. Ja, jaz bi tukaj ne šel več v te detajle okoli te zgodbe, čisto konkretne, z vsemi argumenti in utemeljenimi, manj utemeljenimi, ampak vedeti moramo nekaj, zdi se zdaj stvar, tako rekoč, deplasirana, minimalno volivcev je bilo, stvar je samo izbiri datuma. Če bi bil pa referendum na dan volitev, potem bi imeli kvorum. In vprašanje, kakšen rezultat bi bil, in iz stališča države, oziroma vlade, da naredi vse, ali pa tokrat celo volilne komisije, da je datum najbolj nemogoče izbran, je seveda to tudi onemogočanje demokratičnosti procesov. Konec koncev, zakaj ne bi o takih ključnih vprašanjih se odločali, seveda tudi na volivcem enostaven in prijazen trenutek, konec koncev Švicarji, ki so kralji v količini referendumov, ne skličujejo vsak referendum
posebej, ampak imajo 3-4 termine v letu, kjer se zberejo in jih poenostavijo. Tako da pri tej zgodbi izbira datuma bi popolnoma spremenila naš pogovor danes. Jaz le popolnoma strinjam, kar se tiče samih procedur oziroma samega demokratičnega sistema, ustavnega sistema, ki ga imamo, tukaj je vrsta nekih anomalij. Mi smo v tej naši prvi republiki, torej z ustavo, ki je bila sprijeta kot nek kompromis takrat in vrsta pomanjkljivosti političnih procesov in demokratičnih procesov izhaja iz tistega kompromisa, ko so se Demos in partija drug drugega gledali, kako bi čim bolj zakomplicirali zadeve za vsak slučaj, če bi druga stran, dajmo reči, zmagala vsake prihodnje volitve. In jaz mislim, da je ena od nujnosti, pa ne govorim zdaj o drugi republiki, konkretni, torej SDS, ampak jaz mislim, da je nujno vstopiti v drugo republiko, temeljito spremeniti naš ustavni sistem in to, da je recimo Levica dolga leta zavračala sploh izraz druga republika samo zato, ker je to prvi izpostavil SDS, se mi zdi narobe. Mislim, da bi Levica morala na vizijo SDS-a glede druge republike odgovoriti svojo vizijo druge republike. Zato mi je tudi malo simpatična ta prioriteta, dajmo reči, Marjana Šarca, da se temeljito spremeni politični sistem. Recimo, podobno je v Italiji probal Matteo Renzi, ki je preden se je lotil, dajmo reči, ekonomske krize, videl ravno v njihovem političnem sistemu, ki je pa sploh ena čudna mineštra, glavni problem, pravilno se je lotil zadev, ampak ga je sama Levica recimo pokopala in zdaj vidimo, kako je recimo tam končala. In tle se popolnoma strinjam, da moramo procedure poenostaviti, da moramo same procese in politične in demokratične približati ljudem in jim olajšati sodelovanje pri odločitvah. Ja, tukaj imamo še korak naprej. V občinah, v seriji občin so sklenili, da vpeljejo participativni proračun, kjer vprašajo za določeno, bi rekel, projekte meščanje, čemu bi dali prednost. In to je seveda v povojih, to je zdaj minimalno, ampak recimo glavno mesto, ki je za menoj, gradi ravno na celi črti vse nasprotno. Skratka, popolna odpoved participacije in soodločanja in celotna oblast deluje preprosto hierarhično, enosmerno, na eni točki se odloča tako rekoč o vsem. In v tem smislu je referendum ravno to sredstvo, ki saj ni edino, ampak ki pravzaprav onemogoča samovoljo oblastnikov. Konec koncev, referendum je vedno posledica zakona. Najprej, ko se sprejme zakon, če je tako sporen, in gledajte, Švicari, ena izmed idej njihovega referenduma je ta, vedoč, da z lahkoto končajo zakoni na referendumu, vlada potem v svojih odločitvah, kakšen zakon bo sprejela, seveda pretehta tudi to, a bi se izplačali imeti še ta problem z referendumom in ravno zaradi tega upošteva še protiargumente in kdaj spremeni zakon, ki je bistveno bolj kompromisni glede na večino državljanov. Zdaj, če res počasi sklenemo, govorimo o drugi republiki, o povečanju participacije državljanov pri sprejemanju odločitev, aktivnemu državljanstvu in tako naprej. Ali so sploh zdaj taki časi, da je to recimo v modi? Ali smo spet Slovenci tisti, ki nekako anticiklično tu delujemo, ali pa smo za časom? So zdaj časi za drugo republiko, ali so bolj v modi kakšne druge oblike politične vladavine trenutno v Evropi? Jaz mislim, da ravno druga republika bi lahko bila po eni strani ta bottom-up, torej približevanje procesov ljudem in participacije, po drugi strani pa potrebujemo večjo moč tistih, ki jih izvolimo. Mi imamo danes sistem, ko so dejansko predsedniki vlade, ministri, manj pomembni kot številni ostali akteri, ki so popolnoma nedotakljivi. Od raznih, pa ne govorim samo o globoki državi in političnem podzemlju, ampak o raznih institucijah, ki lahko znotraj države same zabremzajo določene zadeve. Že iskanje tega, v redu je iskanje seveda ravnotežja moči, ampak mislim, da smo v fazi,
ko potrebujemo močnejšo politiko, ker če želimo počistiti določeno nesnago v Sloveniji, potrebujemo dosti močnejše voditelje, ki jih imamo. Zdaj recimo, če pogledamo samo področje zdravstva. Vlada Mira Cerarja se je izpostavlja, da je sprejela 4 od 5 zakonov, ki jih je imela v planu. Jaz mislim, da še vedno ni ugotovila, da se problemov v zdravstvu ne bo rešilo z nobenim zakonom, zato ker je kriminal in gnoj, ki prežema celoten sistem takšen, da je treba iti to pozdravniško čistiti iz celice do celice in tega nobena zakonodaja recimo ne bo spremenila. Tako da jaz vidim drugo republiko kot kombinacijo nekih obeh procesov, torej kot močnejše voditeljstvo in omogočanje, olajšanje neke participativnosti. Ja, Bernard, sklepna beseda. Tole močnejše voditeljstvo je zelo nevarno, ker dajati moč posamezniku tako veliko samo zato, ker ima izvršno funkcijo, v Ljubljani imamo to. Če vzamem zdaj primer, ko ga je kolega dal v zdravstvo ali pa rečemo zdaj ta otroško kardiologijo, imamo primer, ko se od 4 zaposlenih 3 kirurgi dajo odpoved. To je tako, kot če bi 3/4 vlade odstopili, mediji in nadzorni, in vlada in ostali se pa pogovarjajo in razlagajo, kako bo to zdaj vse idealno, kako bo na nov popravili, kako se lahko na določen e-mail ljudje javljajo, kjer bodo vse izvedeli. Skratka, to, kar je očitno v samem delovanju nek peklenski problem, sploh ni tema. Sploh ni tema in zato bolj kot, bi rekel, absolutistično moč politikom je potrebna, jaz pravim, transparentnost in jasno znanje točke in odločitve tudi nižjih organov. To je zdaj čudovito izhodišče za naslednjo našo kakšno oddajo. Hvala lepa, Sebastian, Bernard. Vrnemo se po oglasih, ko bomo z Janom Oblakom lovili Evropsko krono.